Imate slabo frizuro ali vam lasje stojijo pokonci zaradi prihajajočega testa iz fizike? Morda pa na vas delujejo neke neznane sile. Ne, niso tiste iz vesolja, ni kriva postavitev zvezd, kriv je električni naboj. Med gradniki snovi namreč delujejo električne sile, ki dajejo snovem njihove mehanske in električne lastnosti. Osnovni gradniki vseh atomov so elektroni, to so električno negativno nabiti delci, protoni, električno pozitivno nabiti delci in nevtroni, ki so nevtralni delci. Med elektroni in protoni v atomu obstajajo električne sile, ki so enake radialnim silam in omogočajo, da se elektroni združujejo okoli pozitivnega nabitega jedra. Istoimenski naboji se namreč odbijajo, nasprotoimenski pa privlačijo. Oznaka za električni naboj je E, enota pa amper sekunda ali kulon. Delca protoni in elektroni imata najmanjši možni naboj, ki mu pravimo osnovni naboj. Vrednost osnovnega naboja je 1,6 × 10 – -19 amper sekund. Pri tem ima elektron naboj negativne vrednosti osnovnega naboja in proton pozitivno vrednost osnovnega naboja. Ker je elektron najmanjša možna enota naboja, je poljuben električni naboj vedno mnogokratnik osnovnega naboja. To zapišemo sledečo enačbo. Naboj je N, ki je vedno celo število, krat osnovni naboj. Električni naboj se s spreminjanjem oziroma oddajanjem elektronov prenaša s telesa na telo, a skupni naboj se vedno ohrani. O tem govori zakon o ohranitvi električnega naboja, ki ga matematično zapišemo z začetni naboj je enak končnemu naboju. Nekatere snovi lahko enostavno naelektrimo z drganjem v drugo snov. Tako preide del elektronov z ene snovi na drugo snov. S tem postane druga snov negativno naelektrena, prva pa pozitivno, saj je nekaj elektronov oddala. Električni naboj zaznamo z elektroskopom in merimo z elektrometrom. V strojništvu se moramo električnega naboja še kako zavedati, saj se proizvodni stroji zaradi svojega delovanja lahko naelektrijo. Pri načrtovanju postavitve proizvodnje je zaradi varnosti delavcev in preprečitve poškodb strojev potrebno vedno načrtovati ozemljitev strojev. Električni naboj izračunamo po sledeči enačbi, kjer je I električni tok in T čas. Osnovna enota električnega naboja je amper sekunda, pogosto pa uporabljamo enoto amper uro. Koliko časa bo zdržal akumulator vozila s prižganimi lučmi, če skozi luči teče tok 5 amperov? Električni tok je 5 amperov, kapaciteta akumulatorja pa 55 amper ur. Iščemo torej čas. Uporabimo enačbo in dobimo, da akumulator pri dani porabi zdrži 11 ur. Strojništvo pokriva zelo široko področje. Vsi inženirji strojništva morajo poznati osnove, kot so električni naboj in njegovo delovanje, saj se pojavlja povsod, tudi ko se ukvarjamo z drugimi aspekti, kot so na primer vitka proizvodnja, projektno vodenje in timsko delo. Dober inženir strojništva mora poznati celotno nastajanje izdelka od ideje do reciklaže.